Z mano v studiu pa je Domen Kralj, eden izmed najmlajših udeležencev na tekmovanju v računalniškem programiranju LIA. Domen, živjo. Živijo. Dajva začeti kar s tem, da mi povej, kako izgleda tekmovanje. Kaj vi pravzaprav tam delate? Ja, v bistvu gre za programersko tekmovanje, kjer vsak doma napiše svojega bota, tega bota uploada gor na spletno stran in potem se ta bot pomeri z ostalimi tekmovalci in te umesti na lestvico botov. Torej dejansko vidiš, kje si. Ja, rezultati so. Tako, pri kjermokoli tekmovanju. Ja. Kje v igro pride umetna inteligenca? Zdaj, umetna inteligenca naj bi se v nekem okolju odzvala čim bolj smiselno, čim bolj logično. Torej, ta bot, ki smo ga mi napisali, igra neko igro. Lahko bi rekli, da je to neka vrsta umetna inteligenca, je pa res, da ko pri razvijanju umetne inteligence, da se uporabljajo dosti bolj zahtevni postopki, kakor sem ga recimo jaz uporabil. Ampak recimo tudi ta igra LIA podpira vse te zahtevnejše postopke, torej dejansko, če bi nekdo želel napisati res zahtevno umetno inteligenco, bi to lahko naredil. Zdaj, če jaz prav razumem to zadevo, ti napišeš program v programskem jeziku in kar pa gledalci vidimo, je pa grafični prikaz te igre. In ti v resnici, to ni taka igra, ki bi jo ti igral s tipkovnico pa z miško, ampak v bistvu ti si naredil program, ki igra to igro namesto tebe. Tako. Razvijalci so naredili grafični vmesnik, napisali so, da se igralci držijo pravil, ti pa potem dodaš nek del svojega programa, ki potem igra tvojega v bistvu bota, tvojega igralca v igri. Zdaj, razvijalci tukaj so študenti iz fakultete za računalništvo. Vsaka čast fantom. So dobro naredili to. Dobro, super, odlično. Zdaj, zakaj ustvariti program, ki igra igro? A to gre za vajo za programiranje? Točno tako. Tako, kot, ne vem, recimo učilca v osnovni šoli naredi učencem bolj zanimiv matematični kviz, zabavni matematični kviz, so pač programerji ustvarili programersko igro, pač že po igri vemo, da je bolj zabavna, hkrati pa se lahko spoznava z drugimi soigralci, pa izmenjuješ mnenja, strategije. Skratka, bolj zabaven način učenja. Ja, zdaj, veš, jaz imam tukaj eno zadevo, ker meni se zdi, da pač, ko programiraš eno stvar, to je zelo kompleksna zadeva in v bistvu to je nekako že poklic programerja je nekaj, kar zahteva veliko let študiranja, ni res? Načeloma računalništvo je dosti obsežno področje, ampak je pa tudi tako področje, da se ga lahko doma z voljo dejansko naučiš, da priješ do nekega nivoja, da nekaj znaš. Torej, faks oziroma šola ti dejansko ti doda neko znanje, ni pa to nujno potrebno za to, da si ti uspešen programer. Se pravi, ti si se v bistvu vse to naučil doma? Jaz sem se to naučil večinoma doma. Zdaj, jaz sem tudi probaval se učiti programiranja in mislim, da mi ni šlo. Tako da, Domen, jaz mogoče tebi ne verjamem čist, da si ti, da vse te stvari držijo, tako kot ti trdiš. Jaz mogoče malo sumim, da si ti en 35 let star programer, ujet v telesu srednješolca. In, dragi gledalci in gledalke, jaz vas vabim, da pridete na naš YouTube kanal, kjer boste pogledali nadaljevanje tega intervjuja in boste videli, kjer bom jaz razkrinkal, kdo je Domen v resnici.